Cenjeno občinstvo, nastopajoči s svojimi mentoricami, dragi gostje. Dobrodošli na občinskem srečanju otroških folklornih skupin Ringa Raja 2023. Pozdravljeni na predstavitvi dosežkov otroških folklornih skupin, ki delujejo v osnovnih šolah, vrtcih in društvih na območju občin, ki jih s svojim delovanjem pokrivata območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Pesnica in Ruše. Poseben pozdrav namenjam gospe Zvezdani Remšak, vodji območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ruše, Franji Senčič, predsednici Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj, gospe Hani Brezovnik, strokovni spremljevalki srečanja, vsem prisotnim ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol in gospe Lidiji Šarič, podžupani občine Šentilj, ter gospodu županu občine Šentilj, magistru Štefanu Žvabu, ki ga prosim, da nam v imenu občine gostiteljice nameni nekaj besed. Hvala lepa. Dober dan želim vsem skupaj. Spoštovani folkloristi, spoštovani starši, spoštovani visoki gostje. Prav vesel sem in počaščen, da lahko na materinski dan imamo to druženje, kajti v Sloveniji obstaja približno 500 folklornih skupin, takih mladinskih, ampak žal se dogaja to, da potem v Sloveniji nimamo nobene profesionalne folklorne skupine. In zaradi tega sem zelo vesel, da lahko pozdravim v naši treh občinah, Kungota, Pesnica in Šentilj, mlade, ki spodbujamo, da to ljudsko izročilo prenesejo naprej, kar so nam pustili predniki. In jaz verjamem, da nam bodo danes pokazali vse tisto svoje znanje. Poseben pozdrav pa še našim šolarjem iz Zgornje Kungote. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost, pa vsem materem iskreno čestitam ob vašem prazniku in vse dobro vam želim. Hvala lepa organizatorjem. Srečno. Najlepša hvala. V delovanju otroških folklornih skupin je v zadnjih letih opaziti, da niso več neme posnemovalke odraslih, ampak črpajo gradivo za svoje delovanje iz otroškega izročila. Vodilo naših srečanj je že vsa leta Pleši, poj in se igraj. In danes nam bo skoraj 200 otrok na odru to tudi pokazalo. Otroci stari od 5 let naprej in 9 mentoric se je prepustilo raziskovanju bogate zakladnice slovenskega ljudskega izročila. V njej so našli gradivo za današnjo predstavitev. Potrebno je povedati, da sta zadnji 2 leti pustili veliko vrzel v ustvarjalnih vodah, združevanju otrok in druženju. Zato je tudi toliko bolj pomembno, da smo ponosni in pozdravimo delo mentoric in otrok, da so prebrodili ta čas in našli motivacijo za ples in ohranjanje ljudskega izročila še naprej. Vabljeni, da si skupaj ogledamo njihove dosežke v tekoči kulturni sezoni. Najprej se nam bo predstavila otroška folklorna skupina Osnovne šole Jakobski Dol. Skupina predstavlja nadaljevanje že 19-letne tradicije krožka osnovnošolske folklorne dejavnosti. V spletu Oj, lepo je res na deželi bodo otroci prikazali, kako lepa, pa tudi zanimiva zna biti igra med mlajšimi in starejšimi otroki. Mlajši sledijo starejšim, jih opazujejo in tudi sami zaplešejo, ko si izprosijo eno bolj živahno. Starejši predlagajo igro Ritem klop, ki pa se sprevrže v jok. Odplesali bodo plesa Miha Tunča Polka ter Točak in zapeli pesem Oj, lepo je res na deželi. Videli bomo prstno igra Miška Kaško kuhala, otroško igro Ritem klop
in besedno igro Gremo domov. Avtorica odrske postavitve in vodja skupine je Štefka Kocjan-Mil.
Naslednji so na vrsti mali folklorniki osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše. Skupina se bo letos v 19. predstavi na naredili otroških folklornih skupin. Skupino sestavljajo otroci iz vrtca in šole. Preko iger spoznavajo, odkrivajo in se učijo novih vsebin, ki so bile bolj žive v preteklosti. Pomembno je, da otroci ob tem uživajo, so sproščeni in razigrani. V spletu Ljubice 3 bodo fantje pripeli na oder in prepričani bodo, da imajo dovolj ljubic, vendar jih pravzaprav nikjer ni. No, kmalu se jim vendarle deklice pridružijo in skupaj s fanti zapleščejo. Na koncu jim pobegne, a se fantje ne sekirajo preveč. Zapojejo in se poslovijo na svoj način. Videli bomo plesati Tramplan in Toča, ter slišali pesem Jasno žagajmo mline. Avtorici odrske postavitve in vodje skupine sta Simona Varkupe in Anita Vavk.
folklorna skupina osnovne šole Zlati Vrh, podružnice šole Vilka, deluje v okviru krožka komaj drugoletno. Čeprav segajo njene korenine že več kot 30 let nazaj. Otroci zelo radi pojejo, plešejo, a najraje se igrajo. V folklornem spetu bomo videli otroke, kako preživljajo popoldne doma. Eni pojejo, drugi bi se radi igrali, nekateri ne dolgčas. Končno najdejo igro, a se jih malo naveličajo. Se skregajo, pa potem kmalu spet pobotajo in seveda zaplešejo. Videli bomo plesa Raška in Volka, ter slišali pesmi Mi se imamo radi, Bela, bela lilija, O bistrem potoku je min in videli izštevanko An, ban, pil, podgan, ter igri Milo jajce in Bela, bela lilija. Avtorica odrske predstavitve in vodja skupine je Andreja Rojs.
folklorna skupina Pika Polonice iz osnovne šole Pesnica je s svojim aktivnim delovanjem začela v šolskem letu 2006-2007. Delo skupine poteka po posebnem programu, ki daje velik poudarek vajam na razvoj občutka lahkosti, razvoj refleksov, muzikalnosti, telesne sposobnosti, gibčnosti, gibalnega in glasbenega spominja z namenom oblikovati dobrega predstavljanja. Gre za principe sodobne pedagogike in telesnega sistema la-la-la-la-bu, kjer naj bi si otroci skozi igro in zabavo pridobili znanja o prostoru, telesu in ritmu, ter se naučili, kako uporabljati ta znanja pri samem plesu. V skupini pleše zelo veliko otrok in ker ne razpolagajo s takšno količino kostumov, bodo danes nastopili brez njih. Predstavili se nam bodo s Petrom Otar Muha. Otroke namreč izredno moti muha, ki glasno breči. Uspenjo pregnati in končno zaplešejo ples muha. Vendar se brenčanje kmalu vrne. Očitno je, da jih je nekdo potegnil za nos. Poglejmo, kaj bodo otroci storili. Avtorica operske postavitve in vodja skupine je Lea Rumež. ima dolgoletno tradicijo. Sedanji sestav otroške folklorne skupine Koreninice deluje od leta 2011.
Otroci se v društvu radi srečujejo. Zadnje čase se preizkušajo v spremljavi ljudskih in ponavljanih pesmi z glasbili in orkom. S priklom na zelenih vratih nam bodo pokazali, kako je včasih potekala igra na domačem travniku med mlajšimi in starejšimi otroki. Zbadajo se na situacijo mili deklica, ki bi rada, da se skupaj igrajo in zaplešejo. Videli bomo pese Marko skače, Šuštarska in Toča, ter slišali pesmi Jaz pa grem na zeleno travco in priletno pesmi Marko skače. Videli bomo igro z igračev strun, jahalne ključke in otroške zgodljivke Ljubček in Ljubica ter Matija Mataja. Avtorici odrske postavitve in vodji skupine sta Jana Žvegler in Marjana Harba.
vsako leto nove navdušene plesalce. Predstaviti se nam bodo spletom na travniku. Fanta se že spodaj igrata, medtem ko se želi na pase. Ko zaslišita, da se približujejo punce, se skrijeta. Punce se pripojejo in najdejo kamenčke. Tudi one se igrajo, in po svoje dolgčas se odločijo in zabežejo. Fanta se sprva upirata, na koncu pa popustita in se jim pridružita. Videli bomo pesem Raška, Gospod, gospa in požugana, slišali pesem Sije sončice, ter videli igro Staniči. Avtorica operske postavitve in vodja skupine je Natalija Frane. A se gremo kamenčkat? Ja!
Današnjo predstavitev otroških folklornih skupin bodo s svojim nastopom zaključili člani otroške folklorne skupine Dekinčike in Pojbeki iz osnovne šole Jeremina. Skupina deluje že več kot 10 let. Otroci zelo radi obiskujejo folklorni krožek, so stari med 6 in 10 let. V spletu Jereminski Bosopeti, Dekinčike in Pojbeki priplešajo na oder z Abrahamom, zaplešajo Minček in nato še Štitfolko. Igrajo se in uživajo v pesmi Most, na kar se poslovijo in odidejo z odra. Avtorica odrske postavitve in vodja skupine je Nina Žalce. Abrahama, sedem sinov, Abraham, vsi so jedli, vsi so pili, vsi so delali tako, vsi so delali tako, vsi
Zaploskali smo 7 otroškim folklornim skupinam, ki so opomnile na pomen uveljavljanja kulture vzgoje najmlajših, na pomen spodbujanja prehranjevanja in dragocenosti ljudskega izročila. Na oder vabim gospod Sabino Hudales in gospod Zvezdan Remšar, vodji območnih izpostav Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Pesnica in Ruše. Za prispevek k uveljavanju slovenskega kulturnega prostora bosta sodelujočim skupinam in njihovim mentoricam podelili priznanje za sodelovanje na območni ravni skladovih preglednih svetov. Program območnega srečanja otroških folklornih skupin skladovih izpostav Pesnica in Ruše 2023 so oblikovali otroška folklorna skupina Osnovna šola Jakobski Dol, ki jo vodi gospa Štetka Korcen-Njivc, se nam je predstavila s odrsko postavitvijo Od lepo je resno deželje. Z odrsko postavitvijo Ljubice Pik se je predstavila otroška folklorna skupina Osnovne šole Jana Blazarja Ruše in vrtca Ruše, ki jo vodita Simona Vartkuter in Anita Vauch. Se nam je s folklornim svetom predstavila otroška folklorna skupina Osnovne šole Sladki vrt podružnice Velka. Otroci otroške folklorne skupine Pika Poloneze Osnovne šole Pesnica so v spletu Ota Muha preganjali muho. Vodja skupine je gospa Lea Drž. Prikaz plesa in igre na zeleni trati so nam zapeli in zapredstavili otroci iz otroške folklorne skupine Koreninice Kulturno-umetniškega društva Svoboda Bistrica v Dravi, ki jo vodita gospa Marjana Štajner in Marjana Karva. Kako se otroci igrajo na travniku, nam je prikazala otroška folklorna skupina Osnovne šole Lovec na Pohorju. Skupino vodi gospa Natalija Hrana. Otroci otroške folklorne skupine Dežinčike in Pojdeti so iz Osnovne šole Jarenina. So nam pokazali s pesom, kdo so jareninski postopeti. Vodi gospa Nina Žalce. Zaključujemo današnje druženje. Nastopajočim iskreno čestitam. Njihovim mentoricam pa želim, da tudi v prihodnje s svojim uspešnim delom plemenitijo vsak dan otrok, ki skozi igro, s pesom in
dragoceno ljudsko izročilo. Draga publika, upam, da so vam otroci polepšali današnji dan. Naj ostane lep še naprej. In še misel za zaključek. Danes se spomnite na svoje mame, saj je pohval njej, ki nas je rodila in vzgojila, vreden toliko, kot je močan, sončen žar na najbolj topel poletni dan. Program sem povezovala Ana Jelenko.